Vijolične novice iz studia Belek, že 9. Nocoj je z mano Nemanja Mitrović. Nemanja, napori, kako jih prinašaš, priprave, poškodbe? Hvala Bogu, zaenkrat ni nekih večjih poškodb, vsi smo zdravi. To je najbolj važno za ta čas, da ostanemo vsi zdravi, da se vsi vrnemo nazaj v Maribor v celoti. Vemo, kako je bilo lansko leto, ko smo imeli te težave. Jaz mislim, da smo se predstavili v kar dobri luči, kljub temu, da rezultati niso v prvem planu, ampak moramo dobiti to zmagovalno miselnost za naslednje tekme, ki nas čaka v nadaljevanju sezone. Za tebe malo kdo ve, moram priznati, tudi sam nisem vedel, da si pri 16 letih v bistvu iz kadetov Kopra odšel v tujino v Italijo. Ja, do 15 leta sem bil član Domžal, potem pa sem šel za pol leta oziroma 1 leto v Koper in iz Kopra sem prestopil v Italijo, v Inter, v milanski Inter. V Italiji si bil še v 2 klubih. Ja, v Italijo, ko sem prišel, sem čakal permeso, to se reče dovoljenje za igranje. In ko sem dobil dovoljenje, na isti dan sem se poškodoval in mi je šla prva križna vez. In meni ni bilo 7 mesecev in po tej poškodbi sem šel na posojo za 4 ali 5 mesecev, od februarja do junija sem šel na posojo v Sassuolo in tam sem bil pol leta. In sem se vrnil nazaj v Inter in potem sem šel še za 2 leti v Bologno. Nažalost, te križne vezi so zaznamovale tvojo kariero. Ja, bi rekel, sam križne vezi, kar precej poškodb sem imel, od tetive, križne vezi, neke, bom rekel, tudi nenogometne poškodbe, tako da celo kariero sem imel probleme s poškodbami. Kljub temu, da sem delal veliko v fitnessu, ne vem kaj vse, ampak evo, pri meni je samo važno, da ostanem zdrav, no, da to mi je nekaj najbolj važnega, kar se tiče ostalih stvari, pa že nekako sfolgam. Smo pa izbrskali, da te vmes treniral celo slavni Mourinho. Ja, pri Mourinhotu sem tudi delal dosti treningov. Imel sem to srečo, bom rekel, v tem obdobju, da so osvojili takrat tripleto. Takrat je bilo ena najboljše generacije Interja, z njimi sem tudi bil na kakšnih treningih, tudi probil to oziroma občutil ta čar tega nogometa oziroma teh treningov. Tako da ja, pač Jose Mourinho je res enih boljših trenerjev oziroma en najboljših trenerjev v zgodovini. Pustimo malo strogo nogomet, v prostem času bereš in to resno bereš, 50 do 60 knjig letno, kako to? Ja, res, ja, v prostem času sem veliko prebral, tako da tudi zdaj, kljub temu, da imam 2 mala otroka doma, težko najde čas, moram sestavljati puzle, pa Lego kocke, ampak ja, najdem tudi čas za branje in tudi tukaj v Beleku imam par knjig s sabo. Kaj bereš? Začel sem s kriminalkami, potem pa kakšne življenjske, motivacijske, žena mi da kakšne vzgoje otrok, ampak daj ne pomaga. Dobro. To se pravi, ni zdaj tipično branje za štopera, ne? Ni za štopera, ni za štopera tipično branje. V Italiji si bil 4 leta in po zimi 2013 si odigral prvo člansko tekmo v naši ligi ravno proti Mariboru. Se spomniš tega? Ravno proti Mariboru, spomnim se, da je bil tudi sneg. Da smo odigrali prvi 20 minut in je bila tekma prekinjena. Dobro. Poglejmo, nekaj fotografij smo zbrskali, tako seveda pri drugih, pa to so pač tista tvoja res rosna leta. Zdaj, če bom rekel, če se spomniš, sve ne, ker bi bilo čudno. Te je že mogoče rojstni dan. Frizura mi je pa top. Frizura top, ne, pa dobro, to se je noslo, da rečem malo, da ti stopim v bran. Ta je zanimiva. Aha. Inter, Sassuolo in Bologna, si rekel, res pa od Parme. To so mi ga tako malo dali. Se spomniš kdo? Ne spomnim. Ne spomniš se? Ne.
Samo imam eno vprašanje, kje ste dobili te slike? Pa dobro, ni na spletu, ampak nekako pridemo do njih. Tu si vim, da si imel rad ta kompletek, celo za žogo si tudi primerno obut za stanovanje, seveda, ne? Ampak ti je očitno bil res pri srcu. Ne? Zdaj pa to, nazrela leta, golf. Ja, nazrela leta. Igral sem ga kar nekaj. Kdaj si začel? Lansko leto, oziroma let pa pol nazaj. V prostem času, ker najdem čas za to, bi ga rad igral tudi po karieri, ker ni kontakta, ni duela, tako da to me veseli, bom rekel, neka želja mogoče za po karieri. Koliko dober si v golfu? Ma šele začetnik. Začetnik? Ja. Se pravi, v fuzbalu si definitivno boljši. Seveda. Upam. Na vrsti je rubrika Ugani kdo. Verjetno veš, ne rabim ti posebej razlaga, tudi jezikovne barijere nimamo, tako da najboljše, da pogledaš in prisluhneš. Evo ga! Jo, pa kaj si ti malo, no? Pa kaj bomo mi zgrešili, še danes Joža, pa kaj bomo mi dali toti gol? Žuti menja nekaj! Kaj koga, Joža, kaj koga? Kaj foter še ni peraj, to nja da z ledvico, z kolenom, z kolkom da gol. Pa kaj, daj, Žuti, daj starega, no, da reši to. Mislim, da ne bo to pretežko. Naš kapetan, Marko Stavareš, naša legenda. Zadnje priprave so to njegove, pred nekaj dnevi je tu nam tudi tak potrdil. Kakšno mnenje imaš o njem? Ne vem sploh kaj da rečem, res ogromno je dal v temu klubu, ogromno lovorik, golov, ne samo golov, vsega, tudi nekih izkušenj se lahko naučiš od njega, še posebej te mlajši, treningi, vsak trening, skozi je nasmejan, tako da res Otavi, bom rečem, sam kapo dol mu dam za celo kariero, koliko je nasmejan, kakor sem že prej rekel, skozi je dobre volje, vesel, vsak trening, tako da res upajmo, da bo prišel še kakšen tak igralec, ampak zelo težko je, težko, da se bo najdla kakšna zamenjava za Marka Tavareša. Je bil sploh kdaj, mislim, jaz seveda od vsega začetka, ko prišel Maribor, jaz njega nisem videl slabe volje, lahko da resnega, lahko da napaljenega na tekmo, ampak slabe volje pa... Slabe volje pa težko, pa zaskrbljenega, ni težave, da on ne bi rešil. Super. Vreme, kaj nas čaka v prihodnjih dneh, vremenska redakcija. Čez vikend lahko pričakujemo nekaj padavin, ampak nič hujšega, kar smo imeli v preteklih dnevih. Moj gol ste pa itak že videli. Hvala Mirko Mudavčič, ki nam je na svoj način pokazal in seveda povedal, kakšno vreme nas čaka v prihodnosti. Hvala Nemanji Mitroviču, za konec še seveda darilo iz naše strani. Mitre, jaz mislim, da od vseh teh skodelic, ki so narejene tu v Turčiji, si ti najbolj podoben. Tako da, to je naše mnenje. Ti boš pa presodil, je pa pomembno, da je to nek spomin na ene priprave in na uvod v tisto, kar si pač vsi želimo. Hvala lepa, da nas gledate, hvala Nemanja še enkrat in lep pozdrav.